Druga kitica. Prvi od 3 duhov. Ko se je Stispuh zbudil, je bilo tako temno, da je sicer pogledal s postelje, vendar skoraj ni mogel ločiti presojnega okna od temačnih sten v sobi. Z mačjimi očmi je poskušal predreti temo, ko je ura v sosednjem cerkvenem zvoniku udarila 4:04. Potem je prisluhnil uri. Ves osupel je slišal, kako je težki zvon odbil 6 in 7 in za 7 8 in pravilno naprej do 12. Potem je umolknil. 12. Ko je šel spat, je bila 2 proč. Ura se je pokvarila. Kakšna ledena sveča je prišla v kolesje. 12. Dotaknil se je vzmeti svoje budilke, da bi popravil pricvrknjeno uro. Budilka je v hitrem ritmu odbila 12, potem je utihnila. Ne, saj ni mogoče, je rekel Stispuh. Nisem vendar mogel spati ves dan in globoko v drugo noč. Ni mogoče, da bi se bilo kaj zgodilo s soncem in da je šele 12 opoldne. Misel je bila tako vznemirljiva, da se je skopal iz postelje in se tipaje prebil do okna. Z rokavom domače halje je moral zdrgniti ledene rože s šipe, preden je sploh mogel kaj videti, pa tudi potem je zelo malo videl. Ugotovil je samo, da je še zmeraj zelo gosta megla in izredno hud mraz in da ni slišati vrveža sem ter tja hitečih ljudi, ki povzročajo velik direndaj, kakor bi nedvomno moralo biti, če bi bila noč spodrinila svetli dan in zavladala po vsem svetu. To mu je bilo v veliko olajšanje, zakaj 3 dni po vpogledu prve menice naj se izplača gospodu Ebenezerju Stispuhu ali na njegov nalog in tako naprej, bi postalo čista navadna obveznica Združenih držav, če bi ne bilo treba nič več šteti novih dni. Stispuh se je spravil nazaj v posteljo in premišljeval in venomer znova in znova premišljeval, pa se ni mogel prikopati do nikakršne jasnosti. Bolj ko je premišljeval, bolj je bil zbegan in bolj ko si je prizadeval ne premišljevati, bolj je premišljeval. Laporjev duh ga je do kraja vrgel iz tira. Vselej, kadar se je sam pri sebi po zrelem premisleku trdno odločil, da se mu je vse skupaj samo sanjalo, so mu misli znova pohitele nazaj, kakor bi popustilo močno pero in odkrile prvotni položaj, in tako je moral še enkrat predelati vso zadevo. So bile sanje ali ne? Stispuh je obležal v tem stanju, dokler ni ura v zvoniku odbila še 3/4, ampak takrat se je mahoma domislil, da ga je duh opozoril na obisk, ko bo ura udarila 1. Sklenil je obležati buden, dokler ta ura ne mine, in ko je pomislil, da je zanj zaspati ravno tako težko, kakor priti v nebesa, je bila to mogoče najpametnejša ugotovitev, kar jih je takrat premogel. Ta četrt se je tako vlekla, da je bil že nekajkrat prepričan, da je podzavestno zadremal in preslišal uro. Nazadnje pa mu je udarilo na poslušujoče uho. Din, don. 4:15 je ob štetju rekel Stispuh. Din, don. 4:30 je rekel Stispuh. Din, don. 4:45 je rekel Stispuh. Din, don. Cela ura, je zmagoslavno rekel Stispuh. Pa konec. To je spregovoril, še preden je ura udarila, in ko je potem zadonelo globoko, zamolklo, votlo, otožno 1, se je v trenutku v sobi prižgala luč in nekdo je odgrnil zaveso Stispuhove postelje. Povem ti, zaveso s postelje je odgrnila človeška roka. Ampak ne zaveso pri znožju in ne zaveso pri steni, temveč samo tisto,
proti kateri je bil obrnjen z obrazom. Nekdo je odgrnil zaveso s postelje in izpuh se je zdrznil v napol ležeči drži in se znašel iz oči v oči z nezemeljskim obiskovalcem, ki je odgrnil zaveso. Bila sta si tako blizu, kakor sem ti zdajle jaz, in jaz ti v duhu stojim ob komolcu. Bila je čudna postava, nekakšen otrok, pa spet ne tako podoben otroku, kakor starcu, ker se je pokazal skozi nekakšno nadnaravno snov, ki mu je dajala videz velike oddaljenosti, tako da je bil pomanjšan na velikost otroka. Lasje so mu viseli po vratu in na pleča in so bili beli kakor od starosti, in vendar na obrazu ni bilo niti ene gubice in koža mu je sijala v največji nežnosti. Roke je imel zelo dolge in mišičaste, dlani ravno tako, kakor da ima njegov prijem nenavadno moč. Noge in stopala je imel izjemno delikatno oblikovana in gola kakor zgornje ude. Na sebi je imel posebej snežno belo tuniko in čez pas pripet bleščeč pas, ki mu je prelepo sijal. V roki je držal vejico sveže zelenega božjega drevca in v nenavadnem nasprotju s tem zimskim znamenjem je imel obleko okrašeno s poletnimi rožami. Ampak pri vsem skupaj je bilo še najbolj čudno, da mu je od krone na glavi padal jasen svetel snop svetlobe, zaradi katerega je bilo vse to mogoče videti in ga je, kadar si je zaželel temnejših trenutkov, lahko pogasil, za kar je uporabil velik kajfeš, ki ga je imel tudi za pokrivalo in ga je zdaj držal pod pazduho. Ampak ko se je izpuh čedalje zavzeteje zatapljal vanj, se mu je pokazalo, da niti to ni njegova najbolj čudna posebnost. Medtem ko mu je namreč pas zasijal zdaj v drugem delu, tako da je bil en del zdaj v največji svetlobi in v prihodnem trenutku v največji temi, se mu je ravno tako tudi vsa postava prelivala iz določnosti v nedoločnost, in kar je bilo ta trenutek postava z eno roko ali z eno nogo brez glave, je bilo v prihodnjem glava brez telesa in za razpadajočimi deli ni ostal nikakršen viden obris v gosti mračnjavi, v kakršni so se razkrajali. In ko se temu ravno ni mogel do kraja načuditi, se je znova pokazalo vse razločno in jasno, kakor le kdaj.